Včeraj smo imeli občni zbor Zveze zgodovinskih društev in danes je moj eden od zelo lepih sončnih dni, kajti po 4 letih z velikim veseljem sklepam delo kot predsednik Zveze zgodovinskih društev in se veselim sodelovanja z novo predsednico, dr. Dragico Čeč. Pred nami sta še dva referata. Ja. To je bolj veš, če znamo vandati. Odlično. In sicer se bomo z enim srečali z tematiko plemstva, pri drugem pa z kradenimi otroci. Urednik kronike, zgodovinar plemiške rodbine Turjaških, Auerspergov, ki jim je posvetil magisterij in doktorat, strokovnjak za socialno podobo plemstva, pa tudi za grbe, grobove in kulturno podobo srednjega veka in tudi novega veka, nam predstavlja največkrat težke plemiške zgodbe sredi 20. stoletja. Dr. Miha Preinfalk iz ZRC SAZU-ja iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Lepša hvala in pozdravljeni. Prelomnica, ki se jih bom posvetil v današnjem referatu, je druga svetovna vojna. Mali človek, pa kakor se sliši kontradiktorno, bodo člani visokega plemstva, ki so takrat še živeli na Slovenskem. Plemstvo je glavna tema sicer mojega raziskovanja, medtem ko se z drugo svetovno vojno zdaj še nisem ukvarjal. Me pa 20. stoletje vedno zanimalo predvsem kot obdobje, ko je plemstvo, ki je bilo prej stoletja dolgo sestavni del družbe na Slovenskem, od tukaj dokončno izginilo. In ravno druga svetovna vojna je bila tisti zadnji žebelj v krsti njihovega. Ta tema je zelo obširna, jo težko predstaviti na nekaj minutah, zato bom predstavil nekaj zanimivih primerov in skušal povleči nekaj skupnih točk. Svoj referat sem naslovil z delnim citatom iz nekega dokumenta, zato nekaj kar pojasnim. Vedno sem bila slovenskemu življu naklonjena in sem skozi vsa leta svojega življenja preživela med slovenskim prebivalstvom v popolni harmoniji in zadovoljnosti, ne da bi mi mogel kdo do moje sedanje starosti, ko sem že v 58. letu, očitati, da sem karkoli podvzela proti slovenskemu ljudstvu. Konec citata. S temi besedami je grofica Elza Auersperg 12. septembra 1945 zaključila svojo pritožbo, ki jo je naslovila na mestno zaplemtno komisijo v Ljubljani. Ta je namreč 14 dni pred tem izdala odločbo, s kateri so ji kot Nemki zaplenili celotno premoženje. Pritožbi je potem Elza se sklicevala na svojo rodbino, na starost rodbine, ki je že preko 600 let živela na Sloveniji in na Kranjskem in da ni nikoli delovala proti Slovencem, da je sicer jugoslovanska državljanka nemške narodnosti, ampak da je bila vedno v dobrih odnosih Slovencev. Nove oblasti v Sloveniji, ki so v prvih mesecih po vojni delale družbeno in tudi etnično čistko, so bile gluhe za besede ostarane samske grofice, njena pritožba je bila zavrnjena in ne le to, 3 mesece pozneje, decembra 1945, je bila Elza potem izbrana v Avstrijo, da je potem preživela zadnja leta, umrla leta 1963 v Innsbrucku. Elza je imela po svoje še srečo, kajti njen brat Adolf je pred vojno pomagal tudi upravljati gospodstvo Turjak, ki je odnesel veliko huje. Leta 1940, ko se je upokojil, se je z ženo Bjanko preselil v Čatež pri Brežicah, kjer je potem doletela druga svetovna vojna. Maja 1941 sta se oba vpisala v Kulturbund in naj bi kot taka navduševala ljudi za Hitlerjevo Nemčijo in to je bilo seveda za njih usodno. Takoj po vojni junija 1945 sta bila aretirana, odpeljala v taborišče v Maribor in tam je Adolf potem novembra zbolel in umrl, za Bjanko se je pa potem zgubila vsaka sled, še danes ne ve, kje je, se pa predvideva seveda, da so jo potem ubili. Za Adolfa in Bjanko se je potegovala tudi njegova sestra Elza, napisala je pismo, v katerem je
da s tem, katerim je povedala, da sta bila sicer ona res člana kulture Bunda, vendar ne bi bila v to prisiljena, da sta vedno bila naklonjena Slovencem, da sta bila tudi tako vzgojena in podobno, ampak tudi Ezino posredovanje ni bilo uspešno, kot rečeno, Eza je bila izgnana, Adolf in Janka sta bila odpeljana v taborišče, kjer sta potem živela. No, to sta le dve od mnogih zgodb, ki so po drugi svetovni vojni doletele člane nekdanjega plemstva. Zdaj, plemstvo takrat sicer ni bilo več tretirano kot neka posebna družbena skupina. V Kraljevini Jugoslaviji so bili tako ali tako plemiški nazivi z vidovdansko stavo odpravljeni, čeprav neizrecno prepovedani pod grožnjo kazni, tako kot na primer v Republiki Avstriji. In tudi zato so se plemiški nazivi v medvojnem obdobju v uradnih dokumentih večkrat pojavili. Še celo v letih po drugi svetovni vojni, na primer v dokumentih že omenjene zaplemne komisije, imajo člani nekdanjega plemstva, zlasti visokega, še vedno plemiške nazive. Na primer, ko so Auersperg zaplenili premoženje, je vedno navedena kot grofica Auersperg, ko so zaplenili baron Kodelju, je vedno navedeno kot baron Kodelju in podobno. Zdaj, samo nekaj pojasnil, kaj je visoko plemstvo. V Habsburški monarhiji se je štelo, da je visoko plemstvo isto od baronov navzgor. In drugo svetovno vojno je na Slovenskem dočakalo kar nekaj visokega plemstva. Šlo je predvsem za člane tistih rodbin, ki so tu prebivali več stoletij in so ta prostor smatrali za svojo domovino. Večina od njih je imela tudi obsežno posest kljub agrarni reformi in tudi ta jih je potem odvračala od odhoda v tujino. Zdaj, koliko je bilo teh plemstva, je pravzaprav težko ugotoviti. Tukaj sem naredil en seznam knežjih, grofovskih in baronskih rodbin, ki so recimo dočakale drugo svetovno vojno pri nas. Koliko je pa bilo dejansko ljudi, se pravi številčno, je pa težko reči iz več razlogov. Recimo, težko je ugotoviti, kateri od teh so tukaj stalno prebivali in kateri od teh so bili tukaj samo občasno, ker so imeli posest drugje. Potem recimo je tudi problem z ženskimi članicami, kajti ženske so po plemiškem pravu prevzele status svojega moža, se pravi, če se je neka plemkinja poročila z nekim navadnim meščanom, je tudi ona sama postala meščanka, tako da jih dostikrat ne prepoznamo pod temi meščanskimi prijeti v narekovajih. In še druge stvari, ki jih zdaj tukaj ne bi na dolgo in široko razprekal. Bilo je poleg teh rodbin še nekaj drugih, nižjega plemstva, ki ga tukaj ne bomo obravnavali, ker pravzaprav niti ni časa, ampak se bom tukaj posvetil samo članom visokega plemstva. Kot rečeno, plemstvo se ni štelo kot neka posebna družbena skupina in je tudi ne moremo preučevati kot neke zaključene skupine. V arhivskem gradivu so praviloma označeni kot Nemci oziroma osebe nemške narodnosti in njihovo ravnanje med vojno je bilo zato tudi odvisno od vsakega posameznika, nekega skupnega imenovalca za te pripadnike plemstva ne moremo najti, razen mogoče to, da se praktično nobeden od njih ni priključil partizanskemu gibanju. So ga pa nekateri podpirali, moralno, finančno, tudi materialno. Tega niso poudarjali samo sami v raznih dopisih, ki so jih pisali po vojni, da bi se izognili deportaciji ali zaplembi premoženja, ampak so to potrjevali tudi številne priče v okolici, v kateri so živeli. Recimo za Henrika Lazarinija, ki je bil med vojno župan v Krškem, so številni Krčani napisali neke pisma podpore, podobno je bilo recimo tudi z plemenitim Vetelo v preddvoru, recimo za grofico Schönborn v Slivnici pri Mariboru je znano, da se v njenem gradu so zbirali ilegalci in podobno. Zanimivo je, čeprav za splošne slovenske razmere prav nič presenetljivo, da so bili primeri, ko so se znotraj ene in iste rodbine člani opredeljevali na različne načine. Recimo znani primer družine Lazarini, kjer imamo 3 brate, od katerih je bil najstarejši Henrik kot smledniški graščak bolj ali manj neutralen. Drugi brat Pius je sovražil Nemce in je podpiral partizansko gibanje, medtem ko je bil tretji najmlajši Gottfried odkrito na strani Nemcev in jih je tudi podpiral. In usoda teh 3 bratov je tudi v duhu te usmeritve. Ta neutralni Henrik je bil izgnan iz Jugoslavije, Pius, ki je podpiral partizanstvo, je smel ostati tukaj, medtem ko so pro-nemškega Gottfrieda že konec 1943 likvidirali Vosovci. V splošnem pa velja, da je plemstvo, vsaj tisto visoko, pravo, tradicionalno, odklanjalo Hitlerja in nacizem, seveda so tudi tukaj
izjeme. Ne. Med njimi je vladalo neko splošno nezaupanje. Tukaj lahko navedem en primer, zelo zanimiv primer Herbersteinov na Ptuju. Kreisführer je 28. decembra 1942 napisal eno pismo, eno oceno dveh Herbersteinov in jo naslovil na Steirischer Heimatbund. In sicer gre za grofa Bundakerja in Hubertusa Herbersteina, ki sta živela in delovala v Hrastovcu, Ptuju in na Nürnbergu. No in to poročilo recimo v duhu te nacistične obsedenosti z raso in čisto krvjo se začne z ugotovitvijo, da so vsi Herbersteini sicer nemškega porekla, vendar da se da tudi pri njih, kakor pri večini avstrijskih aristokratov, ugotavljati vse mogoče krvne mešanice. Potem opisujejo, kako se Hubertus Herberstein, kako je aroganten do nacistične oblasti, kako se zapira pred njimi in tako naprej. Potem piše, da recimo se nobeden od njih ni v jugoslovanskem času na nikakršen način pozitivno zavzemal za nemštvo. No in potem poročilo potem na koncu pravi, oba Herbersteina sta svetovna nazorska nasprotnika, ne da bi se izpostavljala kot nasprotnika, sta zelo močno navezana na cerkev in se čutita kot aktivna nosilca katoliške ideje in miselnost sta usmerjena na internacionalno. Ne da bi aktivno nastopala kot nasprotnika, sta in bosta zmeraj ostala nasprotnika nacionalsocializma in ni mogoče, da bi se spremenila. Mogoče ironično, ironijo sode, da je prvo eden od tehle Hubertusa, neki bi najbolj nenaklonjen nacizmu, potem končal v taborišču po drugi svetovni vojni v Mariboru. Se pravi, so ga ubili. No, podobne primere poznamo tudi v drugih državah. Recimo za avstrijski prostor so narejene neke raziskave, kjer so ugotovili, da je približno 84% tistih, ki so še imeli predvojne nazive knezov in grofov, sodelovalo v odporniškem gibanju ali je bilo tako ali drugače preganjeno strani nacistov in nacisti so seveda z njimi tudi obračunavali. Recimo zelo znan primer obeh sinov Franca Ferdinanda, ki je bil ubit v Sarajevo, oba sinova sta bila že konec 30 let deportirana v koncentracijsko taborišče. Tam najdemo še precej drugih, recimo grofov, Peter Vertera, Georg Turen, Valsasina iz Pliberka in njegov sorodnik Otto Turen iz Raven na Koroškem, Alois Dron, Anton Koest, to so same grofovske družine. Recimo tudi družina nadvojvodne Franca Salvatorja je bila recimo v hišnem priporu v Spodnji Avstriji, ki so zelo zastraženi. Zelo znan primer je recimo, ko so tik pred koncem vojne aprila 1945 nacisti ubili zakonca Trautmannsdorf v Spodnji Avstriji, ki sta bila voditelja tamkajšnjega odporniškega gibanja in podobno. Zdaj, kakšna je bila usoda plemstva med drugo svetovno vojno, recimo, če pogledamo pri nas, številni, zlasti mlajši plemiči so bili večinoma rekrutirani v nemško vojsko. Tisti, recimo starejši in tudi izobraženi, so dosti krat prevzeli oziroma so jih nacisti postavili za kakšne uradnike in z tega stališča, z te pozicije so jim dosti krat pomagali Slovencem, kot sem rekel, so Slovenci dosti krat potem po vojni pisali pismo podpore in potrjevali, da so jim res pomagali. So pa seveda tudi številni izgubili življenje, recimo znan je primer, ko so Vosovci že leta 1942 v Belkah ubili 4 člane grofov Lichtenbergov. Znan je primer, recimo, ko so Sloveniji ubili 2 barona Lazarinija. Zelo odmeven je bil primer, ko je bil napad na grad Dob na Dolenskem, ko je bila ubita družina grofov Logotet in podobno. Predvsej plemičev je slovensko ozemlje zapustilo že med vojno, poznam primere Auerspergov, pa recimo baronov Vampoldovsk, Melnika, Boštanske linije, Lazarinov se je umaknila. Številni pa so dočakali konec vojne na slovenskih tleh in se niso hoteli umakniti, češ da niso zagrešili nič nezakonitega. In da se jim ne bo nič zgodilo in seveda večina se je tudi zelo motila. Pristali so v taboriščih, nekateri so bili ubiti ali so tam umrli. Večina drugih je bila pa izgnana. Se pravi, da so po vojni delili usodo ostalih Nemcev. Vsi so bili razglašeni za pripadnike nemške narodnosti, čeprav so bili jugoslovanski državljani, ali pa so nekateri imeli povsem slovenske korenine, zlasti pri Lazarinjih jih ugotavljamo. Na tej podlagi so jim potem zaplenili premoženje, nekatere so tudi izgnali. Ostali so res redki, tisti, ki so aktivno podpirali partizansko gibanje.
ali pa recimo starejši, brez premoženja, ženske z otroki ali z koristnimi poklici, veliko jih je bilo recimo učiteljic, ali pa neke neporočene baronice brez premoženja, recimo poznamo primere baronice Somaruge na Čušperku, ki so je požgali grad, je potem živela v bivšem hlevu v veliki bedi in so je potem okoliškim kmetjem nosili hrano, da ni ravno umrla vlaka. Podobnih primerov s takimi ostarelimi baronicami je še kar nekaj. Če pogledamo, po moji oceni je recimo konec vojne tukaj dočakalo približno tistih recimo 150, kot sem jih preštel recimo okvirno v začetku vojne, jih ostalo okrog 20. Danes pa najdemo recimo tega višjega plemstva le približno, bi rekel, 10 ljudi, to so predvsem baroni Lazarini, baroni Marenci na Primorskem in pa eno grofico Auersperg. So pa vsi te Slovenijo smatrali za svojo domovino, imeli so hudo domotožje, to poznam ali iz prve roke ali pa iz druge, ko so potomci govorili, kako so vedno si želeli vrniti. So tudi po vojni prihajali nazaj, večinoma na skrivaj, potem po letu 1991 bolj odkrito. Je pa značilno, da recimo veliko teh, ki so morali oditi iz slovenskega ozemlja, želelo biti tukaj pokopanih. Recimo pred 15 leti so bili tukaj na Turjaku pokopani 3 Herbersteini, Auerspergi, pred 3 tedni je bil na Furbergu pokopan Herberstein, ki je tam živel pred drugo svetovno vojno in ko je aprila letos umrla zadnja grofica Barbo, ki je tudi želela biti pokopana v Šentrupertu in se ravno zdaj dogovarjajo o tem